Evo, pred nami je še drugi del oddaje, sledi korakov, z nami je Aleš Matko, lahko rečem eden največjih slovenskih poznavalcev Eurosonga. V tokratni oddaji, če smo v prejšnji oddaji govorila bolj o Izraelu, o zadnjem Eurosongu, bova v tokratni oddaji malce več govorila o zgodovini Eurosonga. Jaz se ga spomnim kot majhen fantič, kako smo se usedli pred televizijo in ponavadi je bilo to maja, gledali, tudi tekmovali zraven, ocenjevali. Aleš, je bilo pri tebi doma v družini podobno? Ste sedeli, tudi ocenjevali? To se pa ne spomnim, da bi ocenjevali. Se pomagalo ni, ne? Pomagalo ni nič. Včasih recimo, če greva v ta zgodovinski pregled, so bile samo strokovne komisije, če tako rečemo, ne? Oziroma bilo je nekaj umetnikov iz sveta filma, radia, televizije, gledališča, ki so ocenjevali. Televotinga ni bilo, in potem so pač oni oddali svoje glasove in je na nek način bil rezultat takšen, kot bi recimo danes glasovali samo strokovne komisije, kot je to v navadi, kjer so, če smo vseeno malce aktualna, zdaj delajo, da ne bi bilo kakršnikoli zapletov ali pa špekulacij, da so te strokovne komisije vsaj 2 leti ne smejo biti enake. Aha. Potem pa se lahko kakšen član ponovi, ker pač ene države so večje, druge manjše. Včasih so bili pa pač del te komisije umetniki in seveda televizijci, ne. To je nenazadnje televizijski To so bili časi, festival. ko se je komisijam še zaupalo? Verjetno, ja. Druge možnosti pa tudi bilo ni. Druge možnosti ni bilo, niti verjetno marsikdo ni vedel, kam se lahko pritoži. Tudi se ni smel včasih kaj pritožiti, tudi takšni časi so bili. Evrovizija je pa vse te turbulentne čase, kot kaže, preživela, ne. Prihodnje leto bo 65. po vrsti. Pa kako se je sploh začelo? Kje je bil prvi izbor pesmi Evrovizije? Po vzoru Sanremskega festivala, ki že ima številko 7, plus še eno ničlo zraven. Marcel Besançon, nekaj tako približno, je dal idejo, tudi televizija je bila takrat še v povojih, da bi pač naredili neko oddajo, ki bi združevala vse te televizije, in ideja je padla na plodna tla. In potem se je najprej začelo s 6, 7 državami, vsak predstavnik oziroma predstavnica so zapeli po 2 pesmi. Že od začetka samo evropske države je bilo? Od začetka so bile države bolj angleško in francosko govoreče, potem se je pa to širilo. In v teh socialističnih, ne, se je prva pridružila Jugoslavija. Tako je. Zdaj Rusija, Češka, Poljska, ne. Ne. Češke pa te so prišle šele potem z letom 90, ko se je Evropa malce na novo pa demokratizirala, ja. tako je oblikovala. Jugoslovanska republika je bila edina, ki je sodelovala na tem festivalu, in tudi v času nekdanje naše države smo imeli svoj izbor Jugovizijo, ki je bila tudi prav tako popularna. In že takrat se je to odvijalo v dvoranah, ne. Ena izmed zadnjih je bila tudi v Zadru, ko je zmagala ravno zmagovalna zasedba Rock Me. Riva, pardon. Rock Me Baby je bilo mogoče. Rock Me, ja, je bil naslov, Riva pa skupina. To je bil še tisti zadnji vzdihljaj Jugoslavije leta 98. 88. Ja, 88, 98 je bila potem še v Zagrebu, kjer se je tudi nekaj zgodilo, kar se nikoli do danes še na Evroviziji ni zgodilo. Skratka, pa orkester je bil, ki ga danes ni več, ne. Veliko se je spremenilo, ampak to povezovanje pa še vedno ostaja. No, saj, kaj je bila ta osnovna ideja? Če se že v športu tekmuje, recimo nogometno prvenstvo, ne bo pa še glasbeno. Povezovanje narodov, vzor Sanremo, glasba je vedno povezovala ljudi in tudi še vedno jih danes, recimo, ne. Čeprav danes, če gledamo Evrovizijo,
mnoge pesmi imajo, če beremo med vrsticami, politična sporočila. Ne. Poskušajo izkoristiti umetniki na ta način tisto, kar politiki ponavadi ne naredijo. Tudi, ko je prišlo do priključitve, ne, Krima, takrat Ukrajina, Tako je je. imela tudi bolj protestno pesem. Ne. Absolutno. In tudi recimo v šali se govori, vsi gledalci verjetno poznajo Putin, Putavt, odklem nas lakonja. Ta pesem ne bi bila sprejeta, ne? Ker ima naslov preveč povezan z ruskim predsednikom in ima določeno sporočilo, in to ne bi šlo skozi. Ker mnogi rečejo, ta pesem bi bila pa najboljša za Eurovizijo in bi lahko morda z njo celo zmagali. Morda se nikoli se ne ve. Ne? Ampak zanimivo, ne, ko so se priključile te bivše nekdanje socialistične države, so nekateri med njimi kar začele zmagovati. Ne? Ja, in to Rusija, Ukrajina, takoj, kar na Azerbajdžan. začetku Litva, Estonija in te države so Ja. zmagale takoj na začetku, ne? Prišle, videle zmagale, danes niso tako več uspešne, ali je bilo to splet okoliščin, ali pa je bila recimo Evropa sita teh enoličnih skladb, ki so bile v času 90-ih let, ki pač, se vemo, muzika takrat, vsaj po mojem mnenju, kakor se spomnim, ni bila najbolj, sploh ta komercialni del ali pa 80-ta. Danes je bila čudaška, če tako gledamo, ne, takrat je bilo pač to popularno. Ne. Tudi čez 20 let bo za nekoga to, kar danes poslušamo, čudno, ne. Oziroma kar smo, ne. Tudi glasba se spreminja. Veliko se je spremenilo na Euroviziji, ampak no, tudi je preživela. je preživela in tudi recimo spremenilo se je tudi to telefonsko glasovanje. In ne vem, mi smo fenomen, Slovenci, ne? Vedno damo kar precej veliko glasov našim bivšim republikam, ne vem, Srbiji, Hrvaški. Absolutno. Zelo malo jih pa sami dobimo od njih. Ne? Letos jih nismo skoraj nič dobili. Mislim, ne. da nič. Ja. Glede teh točkovanj, včasih recimo, ko so na Euroviziji 15 let nazaj, 10, nastopala velika imena iz tega področja Balkana, regije, mi smo te izvajalce poznali, blizu so nam bili, enako velja za Ciper, Grčijo in še za nekatere države, predvsem skandinavske. To so glasbeniki, ki nastopajo v teh državah non-stop. In je logično, da so dobili glasove. Tudi pri nas je bila non-stop Severina, Željko Joksimović, govorimo o teh imenah, ki so res poznane. Ali pa ko je bila še Bosna, Hari Matahari. Ja, so glasbeniki, ki so nam bili blizu. Tudi pesmi so bile odlične, da ne bo napak razumljeno. Ne? In normalno, da ti tudi, če ti nekdo blizu, za njega glasuješ. To ni nič takega. Ne? In danes, recimo, ko spremljamo to glasovanje, še predno so včasih v dvorani kar smejijo, ne, ker vedo. Se smejijo, mi pa, ko se recimo pogovarjamo takole, oziroma ko spremljamo samo dogajanje, in včasih slišiš, da bo pač Hrvaška dala, ne vem, Sloveniji toliko, ampak pol je pa neko razočaranje, ne? Ali pa obratno. Ne? Sploh oboževalci že velikokrat naprej predvidevajo, kdo bo dal komu kaj točk. Ne? No, Ciper, Grčija, Cipr. Ne? Ja, ali pa Belorusija, Rusija in obratno. Ne? Tudi recimo, ko so te konflikti nastali z Rusijo in Ukrajino, so si med seboj vseeno podeljevali točke. Ne? Ja. Tu pa tam seveda, ampak kaj se pravi, ne? Letos Ukrajine ni bilo že zaradi zapleta na začetku, drugače bi moralo biti 42 držav. Pa Turkov tudi ni bilo. Ne? Pa Turkov že lep čas ni, čeprav bi si želeli biti nazaj na parketu Turki, ampak ravno te stavnice in vse to in predvidljiv zmagovalec jih odvrača od sodelovanja na pesmi Eurovizije. Radi bi Turki tudi spremenili malce to glasovanje, ki nekaj bo treba z njim narediti, ne? Ampak po drugi strani imaš pa ljudstvu moraš nekaj dati, ne? Pač ko smo se razvadili, ne? Televizije zraven še nekaj zaslužijo, da poravnajo vse stroške, ki jih imajo, zato so tudi pač ta telefonska. To so nekakšne volitve, ne? Nekakšne volitve se greš, da svoj glas in to je to. Ne smeš pa dati svojemu, ne? Tudi bi lahko, če živiš v Italiji, ne? Tako, ali pa če imaš kartico. Če bi imel zdaj recimo jaz tukaj v Sloveniji
avstrijsko, hrvaško ali pa italijansko ali pa madžarsko, Lahko glasuješ. bi lahko glasoval za Tudi za slovenskega predstavnika. No, Aleš, kdaj so se pa za tebe začeli Eurosongi tako aktivno, ne prek spremljanja v dnevni sobi, ampak da si šel direktno? Na koliko Eurovizij na Eurosongih si bil? Lahko je že 20. Še leto, dve pa bo... Imel že okroglo obletnico. Imel že okroglo. Abrahama ne bom na Euroviziji dočakal, govorimo. Ja, ali pač, ne. Kaj pa je to 30 let, ne? Še 30 let, ja. Ja. Takrat bo Eurovizija skoraj že proti 100 bo šla. Prva je bila kje? Prva je bila Švica. V Švici je bil kar na začetku, pa v teh državah so kar krožile, ni bilo recimo tako, kot je danes, da ko zmaga država, da je tam Eurosong, ne, so določili, ne. Ali pa tako, kot je recimo pri otroški Euroviziji tudi določijo, ne, državo. Mene moti ta obsežna Eurovizija danes. Pogrešam tisto staro Eurovizijo, ki sem jo seveda spremljal včasih samo preko televizije, ker... Kaj je obsežna? 12 držav in to je to? Včasih je bilo med 24 in 26. To je za tebe dosti? To je idealno tudi za televizijski šov. Je pa res, da ima spet tukaj v zadnji ogromno televizij, ki želijo sodelovati, ne. Čakajo že nove. In če se vrnem na vprašanje, kdaj je bila ta Eurovizija, začela se je po letu 2000, takrat tudi je bilo precej drugačno spremljanje Eurovizije. Vem, da ko smo bili s sestrami in s Karmen Stavic 2001 pa 2, da smo imeli še analogni aparat. To pomeni, da smo ga dali razviti in potem to skenirati. In je bilo v času Eurovizije za nas poskrbljeno tako, da smo lahko na licu mesta zastojno razvijali. To je bilo predvsem v času Karmen Stavic, ki je imela isto naslov kot recimo letošnji ruski predstavnik. Sam večkrat je dejal na. Ja, tako je. In take pesmi, ki so imele te zloge, ponovadi niso bile kaj uspešne, ampak dobro. Serhat je imel to srečo, da je zadnji pel. Turški predstavnik, ki poje za San Marino, verjetno bo drugo leto spet, ali pa Valentina petič. San Marino je tako velika država, da imajo dva pevca. Tako se radi pošalimo znotraj Eurovizije. Ta analogna tehnika je pač vzela svoj čas, ne? Je vzela svoj čas, ampak se pravim, to smo razvijali, potem smo to skenirali in ta sken nam je poslal na računalnik, potem smo to objavili, danes imaš pa samo telefon. In objavili kje? Kje si ti najprej objavil? Prvič smo imeli v sodelovanju z nacionalno televizijo na njihovem portalu. Govoriš, smo imeli. Si imel ali smo imeli? V sodelovanju s televizijo. Takrat smo imeli v sodelovanju s televizijo. Bili smo v navezi z ljubljanskim studiom, takrat sem delal za nacionalko. Tudi drugi ljudje so bili takrat, ki so... Je bila takrat Miša Molk? Mislim, da smo delali to čisto direktno z multimedijskim centrom, tako se danes imenuje. Beseda je dala besedo. In se mi je zdelo fajn, da tako napredno razmišljam, da bomo imeli neki wow. Čeprav to je bil čisto drugi internet, kot si ga predstavljamo danes, ne. In že to, da je bila recimo ena ali pa dve sliki, je bilo že veliko. Je že bilo veliko. Pa malo teksta. Se pravi, jaz, ko sem bil včasih precej hitro in mi je šlo to dobro od rok, smo imeli še več slik, so rekli, ustavi se, ne moramo tako hitro imeti. In niso bili tudi serverji tako veliki, kot danes, ko rečemo 1 giga, kaj pa je to, ne? Ja. Včasih si imel ključek, ki je bil 256 megabajtov. Ja. Danes ima lahko takšno velikost ena dobra slika, ne? Popravljena in malce obdelana. Se pravim, in tudi vem, da sem prišel domov kar s parimi, ne vem, kako se temu reče, ko smo imeli analogne... Diskete? Ne, ki je bil pač film za razvid. Aha, film za razvid, ja. Film za razvid v takih... Kolut, ja. Kolut, ja, je bil. Vem, da sem ga pol nesel v Trbovlje to razvijati in še razvijati. In je rekel, kaj sem delal, da imam toliko naenkrat stvari, pa sem rekel, na reviziji. Res? Ok, cool. Skratka, pametnih telefonov ni bilo, Facebookov ni bilo. Vse je bil internet in potem časopisi, ki so to objavljali,
zamikal. Govorim o lokalnih teh stvarih. Ne. Svetovni mediji so avtomatsko imeli to takoj, ker je šlo to preko svetovnih agencij. Če pa ti nimaš dostopa do svetovne agencije, si pa pač sam Aleš, in pokrival. tebe je nekako zasvojila potem, ne samo zasvojil Eurosong, ampak tudi udeležba na Eurosongih, ne. Države so si potem kar sledile, jaz se spomnim tudi v najinem času na televiziji ETV, jaz sem bil urednik, ti si vodil Apollona, pa tudi še kakšno drugo oddajo, ne, in vedno smo te nekako zaprosili, če vsaj prineseš materijala za 2-3 oddaje, pa kakšno reportažo. Ja, In ti si vedno potem to posnel s kamero še na kaseto. Meni je bilo kar slabo, ker mi je dal Dane vso opremo, s rekel Marija, Bog pomagaj. To je bila cela škatla, od kamere do kaset in potem to vse urejati, si zapolniti, Mikrofone. mikrofonov in Potem še vse pregledati, ne, na 4 ure. pregledati. Danes pa se pravim, če je telefon take oblike, malce debelejši kot tole, narediš vse, ne. Posnameš izjavo, fotko imaš. Včasih si moral še prave lučine štimati, zvok, da je štimal, s kabli, včasih vemo, kaj tisti, ki smo bolj tehničnega tipa in tudi nekateri doma, ki imajo to, ali pa ki še snemajo ljubiteljsko, vedo, da mora biti vse v pravi luknji in stvari, da zvok pride ven, ne. Danes si mogoče nekateri ne predstavljajo, koliko je bilo včasih potrebnega enega dela, da so gledalci dobili sliko. Za tistih 45 minut, ne. Ja, ali pa za nekaj Koliko dela, ne. ali pa- 2 tedna dela na Eurosongu, ne. Ja, vem, takrat sva samo tam skakala sem in tja bila sva skupaj na Evroviziji, snemala izjave, vse razne plese ujela, predvsem v Ukrajini je bilo Sploh se v Ukrajini spomnim, ja. Roksana, Ruslana. To je bilo leta 2007, takrat je bilo fantastično. Super reportaža tudi, ja. In še v Estoniji sva tudi dobro, v Helsinkih naredila dobro. Bilo je drugi svet, ne. Kaj pa cenovno od ene do druge? Zdaj, v prejšnji oddaji si povedal, da v Izraelu so kar ta turistična agencija je kar lepo poskrbela, oziroma njihova, ne, zveza. Ministrstvo za turizem. Ministrstvo za turizem, lepo poskrbelo in za želodske in za ugled. Kaj pa vem, da so te skandinavske države kar precej drage, ker fajn moš imeti debelo denarnico, ne? Ja, sem glih, včasih delam izračune. Evrovizija te lahko stane najmanj 1000 evrov. To govorim v lastni aranžma, brez kart in česarkoli, ne. Da si res, ne vem, danes, ko imaš ogromno možnosti glede nastanitev, da ti ni treba biti v hotelu, da si preko določenih ponudnikov, ki ponujajo apartmaje po celem svetu, si lahko to ceno precej znižaš, ne. In živiš z ljudmi, ki si jim blizu, ki se razumejo. Včasih, ko smo pa bili prepuščenim hotelom, je bilo pa to še dražje, ne. Je bila mogoče neka evrovizijska karavana od 2500 evrov pa do 3000 evrov, ne. In zdaj, ali si vse to sam prišparal, prihranil skozi leto, ali pa so bili določeni podjetnika do pokrovitelji. podjetnika? Tako je, včasih so bili bolj radodarni pokrovitelji, ker smo imeli pač, so bili drugačni časi, in je bilo skoraj da vse bolj kot ne pokrito. Danes pa si prepuščen. Si sploh kaj zaslužil? Dobro, pri nas si potem posnel kakšno oddajo, nekaj honorarja je bilo, ampak zagotovo ne toliko. Kaj pa, ne vem, da si se včasih javljal tudi v Radio KUM Aktual. Za mnoge radijske postaje po Sloveniji, predvsem ta štajerski del od Rogle, Murskega Vala je bil zelo ampak to je bilo bolj brezplačno. Ne, so plačali, So plačali. tako je, smo imeli tudi posebne džingle, napovedi. Če mi je na koncu stalo za kavico, je bilo veliko. Aha. Je bilo zgolj za pokrivanje stroškov. Meni je bilo zgolj to, da bi šel na Evrovizijo, ne. Da se pokrije Pa vem, da si včasih dejal, zdaj pa ne bom šel več, ampak verjetno ravno zaradi tega, ne. Ja, ampak te eksotične države, pol je zmagal še Azerbajdžan, zdaj Tel Aviv, oziroma lansko leto Izrael.
te na mami. Ne? In te potegne, verjetno. Ja, to so države, ki jih verjetno Nekako ne bi nikoli zleze pod obiskal, kožo. ne. Kje pa zdaj objavljaš na svojem portalu Tako imam še vedno na eurovizija.com? Še vedno je aktivna stran, s tem, da je Ti ga še vedno izlačan tehnično ureja? še vedno izlačen tehnično ureja. Rome? Še vedno, ampak je Primož precej zaseden, tako da Pri DV-softu, če se ne motim. Ja. se bodo najine poti počasi zaključile, ker pravi, da Ne sfolga. ne sfolga, po domače povedano. Sam pa tudi že iščem možnosti, kako bi mogoče na drug način to spremljal, ker se mi po tolikih letih iščem pač nek novi izziv. Ne? Kako pa še ne vem, no? Ko bo padla ideja, se bo tudi to rešilo. Ne? Se pravim, danes smo vsi postali takšni, da želimo določeno informacijo takoj po določenem dogodku. Ki je konc nekaj na televiziji, recimo zdaj so bile evropske volitve, smo želeli takoj imeti rezultate. Ne? Pa smo bili jezni, ko smo čakali do 23. ure. Ne? Tako je, ja. Kaj se zdaj grejo, kaj čarajo, pa ne morejo to zdaj objaviti, ne? A se še niso še šteli vseh teh glasov. Enako je na spletu, kot sem že v prejšnji oddaji povedal, so določene avtorske pravice, ki se jih moraš držati. Televizija ima vse pravice, vsi ostali mediji, imamo pa manj pravic. In se treba tega držati in to gre. Zdaj pa, Aleš, povej mi, To je bilo vedno tako, ne? če bi zdaj ocenil, kje si se najbolj počutil, pa če dava zdaj ven ta zadnji spomin na Izrael, ker je najbolj svež, če damo Izrael stran, kje je bilo najboljše zate? Ukrajina? Azerbajdžan je bil tudi zelo zanimiv, ki ga verjetno ne bom videl do takrat, ko ne bodo spet zmagali na Euroviziji. Rusija je imela svoj čar. To so države, pa tudi Švedska mi je ostala v lepem spominu. Tudi Švedi so naredili za nas ogromne, so nam ponudili ogromno teh izletov. Kaj pa Avstrija? Avstrija je bila, kar se tiče njihovega pristopa, smo bili deležni največje promocije in vsega tega gradiva, da nismo že vedeli, kam bi kaj dali. Aha. So se izjemno potrudili. So to izkoristili. Napolitanke, vemo, katere so nam šle iz ušes zadnje dni ven. Tudi klobase, ki smo jih vsak dan dobivali, te avstrijske. Mimogrede si se srečal s Končito? Mislim, da je to bil zmagovalec. Že, tudi, ja. Letos sicer ne. Pa letos je bil tudi, ja? Tudi, ja. Bila. Ja, no. Kako? Ona je. Ona pač, oziroma Končita je njegovo umetniško ime. Še vedno ga neguje, ampak se pa več ne oblači v te glamorozne obleke, ker se mu pa zdi, da je to določena zgodba. Mimo in je bila Končita narejena zgolj za Eurovizijo za neko obdobje, ki se je potem majčkano še... Pa ima še glasbeno kariero? Še vedno ustvarja... Tako kot smo videli tudi Dana, ne? Tako je. Izraelka, tako je Dana, ki je tudi zmagala. Zdaj mislim, da je tudi pela, ne? Tudi pela, zelo je bila osvežena po obrazu. Ja. Leta ji ne pridejo do živega. Dana je še vedno zelo priljubljena v Izraelu. In ko smo pri teh odnosih, tujina ceni svoje glasbenike bolj kot recimo mi te starejše. Ne? V tujini zdaj bom dal čisti primer, zdaj mi je pač na misel prišel, bi imeli precej večje spoštovanje recimo do Lada Leskovarja, ki je bil tudi na Euroviziji, kot ga imamo mi. A on še kar poje, primera. Ne? To je prva stvar, ki jo rečejo recimo Slovenci. Ne? V tujini pa imajo to neko spoštovanje. Mi se ponavadi samo takrat spomnimo, ne? Tisti mesec pred Eurosongom. Tako je. Na recimo Brez besed. Ne? Bertambroš in mnoge druge, ali pa Pev in kri. Ali pa kar pozabimo že na Nušo Derendo, Darjo Švajgar, Majo Kevc. Brez veze, to noben ne posluša. V takšnem smislu ne rečejo. V tujini, v takšnih oddajah eurovizijskih radi gostijo pretekle, precej nazaj. Pri nas pa pridejo novi glasbeniki, predstavljajo nove single, kar je skregano z vso logiko.
enkrat na leto se pa lahko spomnimo, vsaj enkrat. No. Jaz mislim, da bi tukaj televizija lahko... Ti pa si ohranil, ne, kar prijateljske te vezi z marsikatero, katerim udeležencem Eurosonga, recimo verjamem, da z Alenko Gotar, ne. Sva še vedno v stikih in tudi zelo, zelo veliko sva v stikih z Diano z Dua Platin. Leta 2004, poročila sta se, letos je 15 let od te evrovizijske poroke, še vedno sta poročena, še vedno uživata, še vedno zelo veliko nastopata. Sta se pa malce umaknila od tega pompa, delata glasbo, recimo tako... Omar je, mislim, da celo dvakrat bil, ne? Tako je. Darja Švajger tudi, dvakrat, ne? Je pela... Nuša Derenda, Energy, enkrat. Te drugič še ni uspelo. Ne še, ne? Ne še, bo verjetno še enkrat. Bo še. Aleš, mimogrede, zakaj se ti najbolj vrhunski slovenski glasbeniki v zadnjem času ne odločajo, recimo Nina Pušlar, Tekso, Jan Plestenjak, recimo, ne vem, spet mogoče Darja Švajger? Odgovor je preprost. Vse aplikacije, vsa družbena omrežja, ki te raztrgajo, ti glasbeniki, ki so dali... Sploh, če ne bi zmagali, ne? Ki so dali marsikaj lepega skozi naredili in nam ponudili mnogo lepih komadov, te danes raztrgajo, ne. Nekdo se nekaj spomne, pošerajo oziroma delijo na Facebooku, te dajo nič in ko se takole pogovarjamo, pomensko ne bom povedal, kdo, pravijo, meni se tega res... Rajši ne grem. Bi pa šli. Skoraj vsi tisti, ki si jih zdaj omenil, pa še nekateri še bolj znani. Kot Tanja Žagar, naprej Jan Plestenjak in tako, ja. Do Helene Blagne takoj bi šli. Ampak ta masakr, ki se danes dogaja, ki se je dogajal pri Zali in Gašperjemu, vemo, kaj je bilo na družbenih omrežjih, včasih se rekel, je to mogoče. Določeni ljudje so čez noč ratali strokovnjaki za Eurovizijo, za glasbo, za tehniko, za luči, za kamere, vse so strokovnjaki. Vse verjetno je bilo zelo podobno tudi pri sestrah, ne? Ne? Bilo je, ampak jaz pravim, jaz sem takoj za kritiko, ampak konkretno povej, kaj ni prav in povej argumente, kaj bi bilo lahko še boljše. Ne pa nekaj tako, kot recimo po Zasavju, kaj jim drugega nekam pošleš, a ne, uporabljaš ogromno kletvic, pa vse brez argumentov, ne. Se pravim, jaz bi si želel, tudi bi bila Ema, močna Ema, z imeni, ki so jih že omenila večkrat. Se kaj napoveduje v tej smeri? Dokler bo še vse to krvoločno, se ne bodo glasbeniki odločili, ne. Se pravim, razen če bi bil tukaj interni izbor, torej da televizija izbere glasbenika, potem pa rabiš močno pesem, je nek začaran krog, pa še tukaj, se pravim, imamo res nekaj vrhunskih glasbenikov, ki si želijo nastopiti na Euroviziji, ampak ali pa na drugih festivalih, imamo tudi popevko. Aleš, ti si že bil član komisij, ne? Tako je. Na različnih izborih, je kaj tega podmiznega vpliva? Prej? Ali pa potem? Lahko povem, zadnja leta sem bil član v strokovni komisiji za melodije Morja in sonca. Imamo svobodne roke. Ja, tako. Nikoli ni nihče do nas prišel ali pa namignil, ja, mogoče pa tole mečkano bi, ne. Se pravim... Da bi bile pa melodije Morja in sonca izbor za Eurovizijo, se kdaj o tem kaj razmišljajo, ne more biti, ne? Morda ja, lahko je televizija... Mislim, da je to julija, ne? Televizija se sama odloči... Kaj bo imela za... Na kakšen način bo izbrala predstavnika, s tem, da se določeno eurovizijsko obdobje začne, to je zdaj pač ta novi datum po 1. septembru. Vsaka pesem, ki je izdana po 1. septembru, je lahko potencialno kandidatka za sodelovanje na Euroviziji. Ali država izbere interno, ali preko izbora, ali pa kako drugače, je to pač ista stvar država. Tudi v preteklosti so določene države izbirale interno, mi smo imeli pač EMO, takoj ko smo bili samostojni, a ne, v času Jugoslavije je bila Jugovizija. Pri nas je zdaj EMA, ne. Aleš, kako pa je s tem mednarodna organizacija ljubiteljev Eurosonga? V Sloveniji obstaja? Tako je.
obstaja tudi potem na svetu, mislim v Evropi. Obstaja organizacija. Je to organizirano, recimo, da potem tudi, kot si prej v prvi oddaji omenil, mogoče cenejše ponudnike najdete, pa najdejo za hotelske usluge? V tem času, ko smo Eurovizijo malce obdelali, se je veliko spremenilo, kar se tiče nastanitev. Vsak si poskuša sam urediti, kakor njemu paše in komu časovno ustreza, ne. Klubi so tako po Evropi, kot tudi v tujini. Ravno letos so na Euroviziji v Tel Avivu predstavili, da bo tudi v Ameriki American Song Contest. Prodan je bil že v Azijo, skratka, izbor bolj kot ne po celem svetu, ne. Imamo Avstralijo, ki sodeluje na Euroviziji, ki ni evropska, ampak ker so taki fani, ker so tako obsedeni z Eurovizijo, tudi sodelujejo, ne. Tako da ljubiteljev je ogromno, skandinavske države so še vedno na tistem prvem mestu po gledanosti in tudi, ko smo bili v Stockholmu in na Švedskem, moram reči, da občuduješ, ko gre trume ljudi z družinami gledati Eurovizijo ali pa na nek park ali travnik na velikih displejih, ne. Na Švedskem. Tako je. Posledica Abbe? Mogoče ampak običaji. Abba zmagala z Waterloo. Tako je. Daleč nazaj. Daleč nazaj, takrat smo bili še tako mali. Iglesias je mimogrede tudi začel kariero. Celo favorit je bil, pa je bil razočaran, ker ni zmagal, ne? Se pravi, Eurosong recimo včasih je imel ogromno znanih imen. Pa Volare je tudi iz Eurovizije, ne? Še danes se prepeva. Celine Dion, recimo, potem Olivia Newton-John, ampak sicer ne za Avstralijo, ampak za eno drugo državo. Tako je. Ogromno je teh glasbenikov, danes pa recimo je predvsem veliko neznanih imen. Ja. Smo že povedali, kje je problem, ravno ta krvoločnost. Nekaj je bil kratek stik, da je do tega prišlo, ne? Predvsem verjetno rojstvo teh socialnih omrežij, ne? Kjer lahko vsak vse. Vsak vse. In tudi recimo na Euroviziji, to ni nobena skrivnost, se vidimo predstavnike, nastopajo določeni glasbeniki, ki tudi v svoji državi skoraj nič ne pomenijo, ne? Včasih tega ni bilo, včasih je šel na Eurosong tisti, ki je nekaj pomenil na glasbenem. No, jaz verjamem, ne, da za Zalo pa za Gašparja, če bi delali anketo pred EMO, verjamem, da zelo, zelo dobro, zdaj jih poznamo. Če bi šli samo na ime, bi bila nekje na koncu. Samo ja, ne poznamo, ne. Recimo, ko da televizija van, te so izbrani, kdo pa so to? Ja. Nobenega ne poznamo, ne. A to se tudi tebi dogaja kot poznavalcev? Ja, tudi ja. Ne? Kaj in tudi reči kakšno tako, kot je Lea rekla, letos na izboru. Ja, kaj pa je to zdaj, ne? Porkadijo, kje so jih najdi, ne. Ampak po drugi strani mi je pa pol čez dan ali pa dva jasno, logično, ne. Te dobri se niso prijavili, ker pač nočejo iti se tega cirkusa in potem ostanejo mladi, ki si želijo tega, ne. Nočejo svojo podobo na ogled postaviti, ne. Pa niti jim ni treba, saj so že uspešni. Niti ni treba, ne, nočejo, se pravi. Kaj mi pa je tega treba, ne. To je tisto najbolj tragično in tudi recimo Eurovizija ni nikoli dala nekih glasbenih trendov, ne, nekje vmes. Aleš, nekaj sva o Euroviziji povedala, da še nekaj o sebi povej. Zdaj oddaja Apollon ne snemaš več, dolga leta si bil del televiziji, še prej verjetno TV centra v Trbovljah, pa potem ETV-ja. Te kaj mika, da bi se mogoče vrnil nazaj pred... Vedno je želja povrniti medije za svoji. Se pravi, ko sem končal svojo oddajo, meni se zdi, da sem se takrat izpel, izpraznil, da ni bilo pač več idej. Pa ti si šel takrat tudi za urednika, se mi zdi, teh zabavnih vsebin na nekaterih medijih. Tako, bila je druga priložnost, pa sam sem si mogoče takrat želel, da bi se oddaja malce razvila, ampak žal nismo imeli take možnosti. S tisto tehniko težko, ne? S tehniko, imeli smo ljudi samo tehnike, pa recimo prostora, ne? Pa seveda tudi finance, vsaka taka oddaja nekaj stane, ne? Večje oddaje, večji zalogaj je.
kakšne večje televizije vemo, Težko kakšno prideš stanje. zraven, ne? Zraven bi še prišlo, ampak pravijo, vse to pa noben ne gleda, kar pa spet ni res. Vemo, da so bile naše oddaje precej dobro gledane in tudi glasbeniki, ki so bili v naših oddajah, so se pritoževali, zakaj nima tega kakšna večja televizija ali pa sploh nacionalna televizija, ki danes recimo nima niti ene oddaje. No, in Posvečene. predvsem prišli so, ne, vem, spomnim se, veseljem. da si mi kot urednik včasih dejal, pa ne včasih, mogoče enkrat ali dvakrat, ti, Igor, ta bi pa imel potne stroške, ne, pa sva rekla, lej, pač, ja. ampak to se je mogoče zgodilo, da Nekajkrat, dvema, ja. ampak prišli so brezplačno, ne. Prišli so brezplačno, se pravim, če nekdo od nekje daleč, še razumem popolnoma, ampak se pravim, Prišli so za že tiste videli čas- interes, ja. Za tiste čase, to mi tudi še danes marsikdo reče, da je bil to Hollywood za lokalno televizijo. Ne. Pa čeprav meni danes ni bilo to nič posebnega, ampak oddaja je bila tip-top narejena, Vedno v bistvu uri, no, sreda je bila vedno, no. tip-top brez, da niso bile recimo, govorim za neko lokalno televizijo, samo neke zavese umazane in potem neka oddaja, kjer poznamo tudi nekatere druge lokalne televizije, ki je po domače narejeno, a ne. Manj se kje tudi ta vidi, jaz pa zelo natančno nočem, da se karkoli kje vidi, če je oddaja, mora biti, tudi en kabel se ne sme videti, a ne. Pač perfekcionist, to je mogoče tudi iz teh velikih šovov in predvsem z Evrovizije, tam mora vse štimati. Letos, vsako leto na tem obdijo Švedi in so res tečni, da dajo vse tip-top, a ne. Da. In če imaš ti pač neko oddajo dobro narejeno, lahko tudi lažje tržiš, gledalci jo imajo potem radi, ne, se pravi, ko se pa naveličaš po tolikih letih in ko ne moreš naprej, se pa bolje umakniti, ne. Aleš, najboljša tuja pesem zate vseh teh časov Evrovizije? No, še vedno mi je všeč to Celine Dion, ne pa te spesan moji. No, meni mogoče Hari Mata Hari, zanimivo, ne? Tudi ni napačna, ta je malo novejša. Ja, no, daš pa brez besed tudi, no. Brez besed. Refren je tudi zanimiva, prva zmagovalka od Lisa Zije, ki se je žal poslovila. Vedno sva se srečevala na Evroviziji, gospa se celo zapomnila in moram reči, da je bila neka ikona, zelo spoštovana. In tudi ni bilo všeč, kadar smo se takole pogovarjala, da je Evrovizija postala tak cirkus, ne. Se pravim, če bi bilo tako, kot je bilo včasih. Ampak časi se spreminjajo, Aleš, Ja, ne? denar je v ozadju. Očitno pa ljudje želijo videti takšen cirkus, ne? Se Saj, če pravi. bi zdaj postavil se 30, 40, 50 let nazaj, vse isto sceno, vprašanje, koliko ljudi bi to gledalo, ne? Zdaj Vprašanje pa je, koliko lahko danes gledalec zdrži 4 ure pred televizijskim sprejemnikom. sploh s to mirujočo kamero, ne? Ja. Čisto primerno. Ogromno se vmes dogaja. Že to glasovanje želijo skrajšati, ker je najbolj raztegnjeno, ne. In zdaj, ko kombinirajo vse te glasovalne tehnike, da gledalec ostane do konca, se pravim, ampak vsaka država se pa želi videti, a ne. Mi želimo videti našega poročevalca, Rusija ga želi videti, Španija, vsi želijo videti svoje, a ne. Ja, tako je. 40 držav je in to je Kaj pa- 40 minut. Kaj pa od slovenskih, dobro, nekaj sva jih že omenila, v tem zadnjem obdobju, zdaj meni je zelo všeč to, kar bomo tudi slišali na koncu od Nuše Derendo, tudi zaradi tega Nuše Derende, ker je bilo to spot posnet na našem Kumu, ne, Na Kumu, tako Zasavskem je, Kumu, Zasavskem Triglavu. Nuša je bila mogoče celo kakšno leto prehitro na Evroviziji s to pesmijo. Vse je štimalo. Nad Nušo pa je bdela in nad celotno ekipo Miša, ki je tudi vedela, zakaj se gre. Žal je nekateri na nacionalni televiziji ne marajo več, ker je pač imela rada red in kontrolo. Zato tudi smo recimo na Emi, kjer smo, da smo mogoče kakšen korak nazaj in na Evroviziji. Miša pa je imela to pošlihtano, po domače povedano. In tudi še vedno, ko gremo takole na Eurosong, nas velikokrat vprašajo, kje je, kaj počne oseba, ki jo poznajo. Aleš, to bo enkrat čez 30 let spraševali, kje je Aleš, ne? Ja, je toliko teh mladih, ko pridejo Pozabili. naspidiranih, pozabljenih. Danes dejansko, ko se je v soboto oziroma nedeljo po noči,
končala novinarska konferenca, ura je bila že, mislim, da okrog 3 po noči, konec. Tel Aviv je konec. Se že oboževalci in vsi ti sprašujejo in spogledujejo naslednje leto. Ne? Kaj bo na Nizozemskem? Včasih se je pa Evrovizija še dolgo premlevala, govorilo, danes pa dejansko tudi pri skladbah jim ne damo čas, da dozorijo. Ali šle, midva sva pa 2 uri govorila. Pa bi še, pa pol stvari niso še povedali. Ja, zagotovo, ne? Pa še tretjo oddajo, naslednjič. Ja, enkrat, drugič, Ko ne? pridemo iz Nizozemske. Ja, To pa bo pa ne vemo, kje bo. Moram reči še jedno, da lahko s tem zaključiva morda. Nizozemci so v nizkem startu, 8 mest se je že prijavilo, da želi gostiti. Verjetno bo pa to Rotterdam ali pa Amsterdam. Med tema dvemi mestama. bodo se odločili. In brez tebe. Spet ne bo, ne? Pa na Nizozemskem še nisem bil. No, a ja, ne še. Ne še, tako da ne spomnim se, da bi bil. Tako gremo gor na lepše. No, jaz upam, ne, da se takrat spet oglasiš, pa da se na Emo prijavijo, recimo, malce bolj znana slovenska glasbena imena. Če pa ne, pa nič hudega, saj v končni fazi smo pa tudi dobili Zalo in Gašparja, smo lahko Še tudi enkrat ne boste veseli. šla, to sta že Ne, povedali. zagotovo ne, ampak smo spoznali 2 nova glasbenika, če ne Tako. drugega. Spet, če boste oddajo všečkali, delili, kaj napisali na mojem Facebook profilu, boste lahko prišli do kakšne zgoščenke, kakšne lepe nagrade. Spremljajte nas, Aleš, tebi hvala, Hvala za povabilo. se vidimo še kdaj, ne? Vam pa hvala za pozornost in srečno.